Lepo pozdravljeni na današnjem spletnem seminarju Hibridno izobraževanje, nova realnost, na katerem nam bo strokovnjak za uvajanje inovativnih rešitev poslovne komunikacije pri Telekomu Slovenije, Igor Lisjak, predstavil prednosti učinkovite videokomunikacije s slušatelji, uporabo videokonferenčne opreme pri izobraževanju na daljavo, kako z videokomunikacijo ustvariti odlično uporabniško izkušnjo ter prednosti videokonferenčnega sistema in virtualne sejne sobe. Predavanje bo potekalo približno 30 minut, potem pa bo Igor na voljo za vaše vprašanja. Vprašanja zastavljate v polju chat oziroma Q&A je označen, potrudili pa se bomo, da bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja. Vkolikor bi morali današnji seminar zapustiti prej, nam lahko vaše vprašanja zastavite tudi na e-mail poslovna.prodaja@telekom.si. Na tem mestu vas tudi obveščam, da današnji webinar snemamo in zato bomo tudi posnetek poslali vsem udeležencem v roku nekaj dni po webinarju. Najbolje, da začnemo, tako da Igor predajam besedo in se slišimo na koncu z vašimi vprašanji. Pozdravljeni še v mojem imenu in hvala lepa za udeležbo na webinarju. Kaj bomo pogledali? Pogledali bomo, komu je namenjen webinar in kaj je hibridno izobraževanje, prednosti in ovire hibridnega izobraževanja, katera videokonferenčna oprema je primerna za hibridna izobraževanja in njene lastnosti, nekaj primerov dobre prakse in kako poteka uvedba hibridnega izobraževanja v korakih. Komu je namenjen ta webinar? Torej, namenjen je vsem organizacijam, ki se ukvarjajo z osnovnošolsko, srednješolsko, visokošolskim izobraževanjem in pa za organizacije, ki se ukvarjajo z raznoraznimi tečaji, torej jezikovnimi, računalniškimi tečaji, kakimi strokovnimi izobraževanji in pa tudi kakšnimi izvenšolskimi dejavnostmi. Poglejmo še na začetku, kaj je definicija hibridnega izobraževanja. Malo sem brskal po internetu in sem našel eno, ki se meni zdi zelo primerna in pravi. Hibridno izobraževanje je izobraževalni model, kjer se nekateri slušatelji osebno udeležijo izobraževanja, drugi pa se izobraževanju pridružijo praktično od doma. Predavatelji hkrati poučujejo slušatelje na daljavo in osebno s pomočjo strojne in programske opreme za videokonference. Pa poglejmo, kaj potrebujemo za hibridno izobraževanje. Torej, potrebujemo predavalnico. To predavalnico potem opremimo z videokonferenčno opremo. Ta ponavadi zajema nek zaslon, kamero, mikrofone, zvočnik in neko tablico za upravljanje. In potrebujemo videokonferenčno platformo, torej platformo, v katerem bomo delali videokonferenčna srečanja za slušatelje, ki se izobražujejo na daljavo. To so Zoom, Webex, Teams in tako naprej. Pa poglejmo še prednosti in ovire hibridnega izobraževanja. Na primer, prva prednost, ki bi jo izpostavil, je premagovanje oteževalnih okoliščin, torej vsem spada na primer zapletena logistika od doma do predavalnice ali omejevanje stikov zaradi okužbe, karanten ali na primer telesne poškodbe, slabo vreme. To so v bistvu vse neke oteževalne okoliščine, ki preprečujejo slušatelju, da bi se udeležil izobraževanja, se ga pa lahko potem udeleži na daljavo, mora pa biti prisoten ali pa si želi biti prisoten na tem izobraževanju. Potem naslednja prednost je učinkovita poraba časa. To sicer ne velja toliko za osnovne šole in srednje šole, bolj za kako izobraževanje odraslih ali pa izobraževanje po podjetjih. Torej, izobraževanje na daljavo nam omogoča, torej, da si bolj učinkovito razporedimo čas in potem nam tudi več časa ostane za kakšne hobije, športne aktivnosti, druženje z prijatelji ali druženje z družino. Tudi stroškovni prihranki so prednost, torej kot že rečeno, na izobraževanje na daljavo. Izobraževanje na daljavo nam prihrani vožnjo do predavalnice, tako da prihranimo potem stroške za kakšna javna transportna sredstva ali pa osebna prevozna sredstva. Imamo pa tudi določene ovire oziroma izzive in prvi izziv je na primer
izziv z uporabo novih tehnologij. Torej, predavatelj se bo moral seznaniti in naučiti delati v teh pripomočkih in digitalnih orodjih, če želi, da poteka srečanje normalno brez zapletov. Potem ovira je tudi, oziroma slabost je slabša interakcija med predavateljem in slušatelji, torej interakcija zagotovo ne more biti tako dobra, kot je v sami učilnici, torej ko predavatelj vidi vse slušatelje in jih lahko spremlja, kaj počnejo med predavanjem. Pri izobraževanju na daljavo pa bi torej slušatelje mogel nekako preklapljati na računalniku, to pa malo oteženo, sploh če gre za kako prezentacijo, ampak za nekoliko organizacijskimi veščinami se tudi to da premagati. Kot slabost je tudi, oziroma ovira lahko odvisnost od internetne povezave, torej za neko nemoteno izobraževanje na daljavo potrebujemo brezhibno internetno povezavo, torej moramo imeti zadostno pasovno širino in povezava mora biti brez prekinitev. To velja tako za slušatelje kot tudi za predavatelje. Poglejmo videokonferenčno opremo, ki je primerna za hibridna izobraževanja in določene njene lastnosti. Tukaj moram na začetku povedati, da je izbira videokonferenčne platforme oziroma da videokonferenčna platforma vpliva na izbor končne opreme. Na začetku bi se morali odločiti, ali bomo izobraževanja izvajali samo v enem videokonferenčnem okolju oziroma platformi, torej samo v Teamsih, samo v Webexu ali samo v Zoomu. V tem primeru pride v poštev oprema z že nameščenim operacijskim sistemom Windows ali Android, bo pa ta oprema tudi zahtevala neko sobno licenco. Na drugi strani se lahko odločimo za izobraževanja v različnih videokonferenčnih okoljih, torej izvedemo eno izobraževanje v Teamsih, drugo izobraževanje v Zoomu, in v tem primeru pride v poštev oprema BYOD. BYOD je kratica za Bring Your Own Device. To pa pomeni, da na videokonferenčno opremo moramo priklopiti še prenosnik, na prenosniku pa potem lahko zaženemo videokonferenčno srečanje preko katerekoli aplikacije, ki jo imamo tam nameščeno. Tukaj je en primer opreme, ki že ima nameščen operacijski sistem Windows, v kompletu pride videokonferenčna kamera, tablica za upravljanje, zvočnik z mikrofonom in pa računalnik, na katerem je nameščen operacijski sistem Windows, in kot sem že omenil, potrebujemo še neko licenco za sobne videokonferenčne sisteme. Tukaj je drug primer opreme, ta je z nameščenim operacijskim sistemom Androidom. V takih primerih gre ponavadi za napravo all-in-one, torej je že vgrajena v napravi kamera, zvočnik, mikrofon, nameščen je operacijski sistem Android, upravljanje pa poteka tudi preko tablice na dotik. V primeru opreme BYOD, torej Bring Your Own Device, pa gre ponavadi tudi za napravo all-in-one, torej vključena je že kamera, zvočnik in mikrofon, vse v eni napravi, in priložen je BYOD box, to pa je dejansko en hub za priklop prenosnika, torej preko te naprave priklopimo prenosnik in potem zaganjamo aplikacijo, v kateri želimo opraviti videokonferenčno srečanje. Razlika je tudi ta, da v primeru BYOD naprave ne potrebujemo namenske licence za sobno videokonferenčno napravo, ampak lahko uporabljamo navaden uporabniški račun, tudi tistega brezplačnega. Če pogledamo nekatere funkcionalnosti, je na primer povečava ali zoom sta pomembna in kod vidnega polja. Za predavalnice, za kakšne manjše predavalnice zadostuje tudi 3 do 4-kratni zoom oziroma možnost povečave, za kakšne večje predavalnice pa bomo potrebovali malo močnejši zoom, recimo 10 ali 12-kratni. Za hibridno izobraževanje je potem pomembno, da imamo čim širši kod vidnega polja, to pa zato, da lahko zajame čim večji del predavalnice, tako da omogoča tudi predavatelju, da se mogoče sprehodi od pisalne mize do table, kamera pa lahko to potem samodejno kadrira oziroma pozumira. Zelo pomembno je tudi odstranjevanje hrupa iz ozadja, to dejansko omogoča, da mikrofon kanalizira zvok oziroma glas govornika
odstrani pa kakšne hrupe in šumenje iz ozadja, tako da potem slušatelji na oddaljeni lokaciji dobijo res čist zvok oziroma glas govornika. Potem imamo funkcije kamere, to so autoframing, speaker tracking in camera presets. Autoframing na primer omogoča kameri, da prešteje število udeležencev in potem kamera samodejno pripravi nek optimalen kader. Potem speaker tracking pomeni sledenje govorniku, torej kamera sledi govorniku oziroma preklaplja med govorniki, odvisno kdo v nekem trenutku govori. In pa camera preset je zelo uporabna funkcionalnost, ki pa omogoča, da si vnaprej pripravite neke prednastavitve, torej zooma in pozicije, torej kamor naj bo usmerjena kamera, torej en kader lahko zajema na primer pisalno mizo, drugi celo predavalnico, tretji pa na primer učno tablo in potem z gumbom na daljincu lahko predavatelj to enostavno preklaplja. Zelo uporabna je tudi vsebinska kamera. Vsebinska kamera se namesti nad učno tablo, tako da tudi snema in potem prenaša te vsebine, ki jo predavatelj napiše na učno tablo v whiteboard, v Teamsih ali Zoomu. Torej, kar bo predavatelj napisal na učno tablo, se bo potem pojavilo tudi na whiteboardu v Teamsih, kamera pa tudi do neke mere naredi predavatelja prosojnega, tako da je manj moteč za slušatelje na daljavo. Lahko še pogledamo en primer dobre prakse. Naredili smo en pilotni projekt Šola na daljavo skupaj z Osnovno šolo Ivana Skvarče. Pri tem je sodelovalo tudi podjetje Sekortel, ki je naš dobavitelj videokonferenčne opreme znamke Jelink. Osnovna šola pa je že uporabljala tudi Microsoft Teams, tako da so bili seznanjeni z uporabo tega. Pa predlagam, da na začetku pogledamo filmček, potem pa bi še pogledali malo opremo, ki smo tam namestili. Smo Osnovna šola Ivana Skvarče iz Zagorja ob Savi, stojimo na dvorišču pred matično šolo. Naša šola je sestavljena iz 3 delov, in sicer matične šole in 2 podružnic. Eno imamo v Podkomu in drugo v Čemšeniku. Na šoli so 603 učenci, 85 zaposlenih, naš pouk pa poteka v 28 oddelkih. Preden se je ta epidemija zgodila, smo učitelji uporabljali že kakšna različna orodja, kakšne aplikacije, bolj za pomoč ali pa za popestritev pouka. Res pa, da prej nismo poznali teh videokonferenčnih aplikacij, storitev. Tako da tudi jaz mislim, da sem se sama prvič udeležila sestanka na daljavo šele potem sredi epidemije. Kasneje smo na naši šoli uspeli uporabljati Teamse, Microsoft Teamse, kar se mi je zdelo res super, zato ker smo poenotili na celotni šoli in so se učenci lažje znašli v tem. Oče učenca na naši šoli nas je seznanil z videokonferenčno opremo, ki jo ponuja Telekom Slovenije, za kar smo mu res hvaležni, ker se je s tem naredil en velik korak, ker namreč učencem lahko učitelji delimo naš zaslon, lahko delimo tablo, tako kot jo recimo uporabljamo v razredu. Hkrati smo dobili res super slušalke, ki zadušijo zvok v razredu, tako da učenec lahko res jasno sliši učitelja. Tako da so se res, se mi zdi, naredile ene take spremembe in velik korak naprej. Z Microsoft Teams Rooms hibridno rešitvijo se nam odpirajo nove možnosti poučevanja. Recimo, učitelj lahko zelo dobro poučuje na daljavo in v razredu hkrati. Lahko imamo goste pri pouku, lahko sodelujemo mednarodno s kakšno šolo iz nekega čisto drugega kraja. Imamo tudi možnosti za popoldanske, krožke, interesne dejavnosti in še mnogo več. Korona časi so močno vplivali na življenja vseh nas, torej na življenja otrok, staršev in zaposlenih. Morali smo se prilagoditi, tako v smislu izobraževanja, kot tudi vzgajanja naših učencev. Vse skupaj je bilo precej težko, vendar smo zmogli
zato ker smo bili inovativni, prilagodljivi, empatični in ker smo vedeli, da mora pouk, kljub temu, da so bili težki časi, še vedno potekati tekoče, naši otroci pa morajo odraščati v varnem in spodbudnem okolju. To je bil filmček. Tudi mi na Telekomu smo zelo hvaležni osnovni šoli, da je pristopila k temu projektu in je res proaktivno sodelovala, pa tudi podjetje Sekortel, ki je vse skupaj omogočil z dobavo te videokonferenčne opreme. Zdaj pa poglejmo, katero opremo smo uporabili. Osrednja oprema je videokonferenčni sistem E-Link PVC 640, ki vsebuje videokonferenčno kamero z 12-kratnim zoomom, ki omogoča tudi samodejno kadriranje in sledenje govorniku. Zajeta tudi tablica, s katero se upravljajo sestanki. Dodan je tudi mikrofon z zvočnikom, ki odstranjuje šume in hrupi iz ozadja. In komplet vsebuje tudi računalnik z nameščenim sistemom Windows, v katerega je potem osnovna šola sama vpisala oziroma registrirala Microsoftovo licenco za sobne videokonferenčne sisteme. Dodali smo tudi multimedijski voziček in namestili 55-inčno televizijo. Nad učno tablo smo namestili vsebinsko kamero E-Link VC30. To je v bistvu tista kamera, ki potem prenaša učno snov, ki jo predavatelj napiše na tablo v whiteboard v Teamsih. In dodali smo še brezžično slušalko E-Link VH63, ta pa potem omogoča predavatelju, da je mobilen, torej da se lahko sprehaja po učilnici. Lahko še pogledamo uvedbo hibridnega izobraževanja v nekaj korakih. Najprej seveda moramo določiti, kaj je namen uvedbe hibridnega izobraževanja. Torej lahko je na primer nemoteno izvajanje izobraževalnih programov, torej zaradi kakega omejevanja stikov, zaradi okužb slušateljev ali karantene oziroma izolacije. Lahko je želja po povečanju dosega slušateljev, to velja predvsem za izvenšolske dejavnosti oziroma strokovne tečaje in izobraževalne programe. Ali pa je želja, da se izboljša oziroma poveča prijaznost do uporabnikov. Kot sem omenil, izobraževanje na daljavo prinaša časovne in stroškovne prihranke, to pa pomeni za slušatelje tudi manj stresa in mogoče jim olajša odločitev za udeležbo na kakem izobraževanju oziroma tečaju. Prvi korak je potem ogled predavalnice in kratek posvet. Tukaj nas bo zanimalo, katero videokonferenčno platformo že uporabljate oziroma katero videokonferenčno platformo bi želeli uporabljati. Velikost predavalnice in razporeditev, to je pomembno potem za izbor primerne kamere in ozvočenja. Zanimala nas bo tudi že nameščena oprema, torej kakšni zasloni, projektorji, klasični ali interaktivni tablet. Torej to je vsa neka oprema, ki jo je možno potem dodati oziroma priključiti na videokonferenčno opremo. Želene funkcionalnosti in scenariji uporabe. Če potrebujete kako dodatno opremo, zaslone, mikrofone, vsebinske kamere in tako naprej. In preveriti moramo tudi lokalno omrežje oziroma ožičenje predavalnice. Naslednji korak je potem priprava ponudbe. Lahko se odločite za najem ali nakup opreme. Možno je tudi naročiti kakšne licence pri nas, mi smo tudi Microsoftov partner oziroma smo cloud solution provider, tako da vam lahko priskrbimo licence, pa tudi uredimo njihovo namestitev. In pa lahko se dogovorimo tudi, torej če je potrebno, za ureditev ožičenja in namestitev opreme. Tretji korak je pa izvedba. Torej, glede na vaše potrebe pač uredimo vzpostavitev, torej ali samo namestimo opremo in jo povežemo, ali pa tudi uredimo kakšno ožičenje. Potem seveda vse skupaj preizkusimo, kako stvar deluje.
In pa v primeru najema opreme je v tem zajeto tudi vzdrževanje in tehnična pomoč. Torej, če se katerakoli komponenta pokvari, jo potem brezplačno zamenjamo oziroma nadomestimo. Tako, to bi bilo v bistvu vse, kar sem jaz pripravil. Zdaj pa upam mogoče, da so tudi kakšna vprašanja udeležencev webinarja, drugače pa nas lahko tudi vedno kontaktirate na poslovna.prodaja@telekom.si. Evo, super, hvala Igor za izčrpno predavanje. Prejeli smo nekaj vprašanj, pa se dotakniva najprej na vprašanje, ki se bolj navezuje na opremo, in sicer ali je kakšna omejitev glede števila zaslonov, ki jih lahko priključimo na videokonferenčno napravo. Aha. Ja, omejitve so, torej videokonferenčne naprave za manjše sobe ponavadi omogoča priklop enega zaslona, kakšna videokonferenčna oprema za večje predavalnice pa omogoča priklop dveh zaslonov. To pa mislim, da je tudi neka zgornja omejitev. Drugo je pa majčkeno bolj tehnično, že v zvezi z licencami, kakšno licenco pač potrebujejo zdaj, da lahko uvedejo hibridno izobraževanje. Kot sem omenil, v primeru, da boste izvajali izobraževanja v različnih platformah, torej enkrat v, ne vem, Teamsih, drugič v Zoomu, pač odvisno, če se boste prilagajali kaj slušateljem, potem neke posebne licence ne potrebujete. Potrebujete na primer običajno uporabniško Teams licenco ali Zoom licenco, lahko so tudi brezplačne licence. V primeru pa, da boste pa imeli prav namensko videokonferenčno napravo za na primer Teams ali Zoom, pa boste potrebovali tudi licenco za sobno videokonferenčno napravo. Pri Teamsih je to Teams Rooms licenca, pa mislim, da se pri Zoomu tudi imenuje Rooms licenca. Je pa približno, mislim, da je strošek cirka 40 € na mesec te licence. Okay. Pa še eno lokalno vprašanje smo prejeli. Namreč, kdo odloča, kje se bo gradila optika? Je to Telekom ali občina? Jaz mislim, da se to do določene mere se uskladimo z občino. Tako da ni to samo naša odločitev, pa tudi ne more biti samo odločitev občine. Tako da najbrž je tudi odvisno kaj od potenciala. Ja, zato ker se poslušalka želi premakniti zadevo. Tako da najbolje, da nam kar napišete še vaš e-mail naslov, pa vam podrobneje odgovorimo še ločeno. To je to, kar smo prejeli vprašanj, tako da najlepša se zahvaljujem vam za vašo pozornost in udeležbo. Najlepša hvala Igorju za izčrpno predavanje pa vse odgovore na vprašanja. Vkolikor se vam porodi še kakršnokoli vprašanje, nam ga kar zastavite na poslovna.prodaja@telekom.si. Lep pozdrav in se vidimo kmalu. Hvala, lep pozdrav.